Dober dan, Nevija Božič tukaj, turistična vodnica. Nahajam se v krajinskem parku Sečoveljske soline v Fontanidžah. V daljavi vidimo zasnežene gore, Dolomiti so. Malo bolj na desno, tam zadaj za Bernardinom, pa lahko že uzremo Alpe. Pred nami se razpostirajo številna solinska polja in kanali, zaliti z vodo. Porušene solinske hiške so še par desetletij nazaj služile svojemu namenu, in sicer prebivanju prebivalcev, solinarjev, ki so v vročih poletnih mesecih tukaj pridelovali in želi sol, ki jo potrebujemo vsak dan na mizi. Sprehod po tem koncu nas pripelje do izliva reke Dragonje, pa tudi mimo solinarskega muzeja, ki se nahaja nedaleč proč od tega izliva. Poglejmo še reko Dragonjo, a nam kaj pripoveduje. Mirna je, voda teče mirno, čudovita, krasna zelena barva. Kmalu, upam, da kmalu, bo tudi okolica ozelenela in na njenem obrežju bodo zrasle številne kanele, ki so zelo avtohtone v tem koncu, zrastejo pa tudi par metrov, tako da je potrebno obrežje nenehno čistiti. Pred nami se kaže vhod v soline in na levo so tudi številni avtomobili videni. Ljudje prihajajo na sprehode, na svež zrak, naužijajo se narave, teh čudovitih pejsažev in podob, ki so nenehni vir za razne umetnike, pa tudi fotografe, saj so tu čudoviti sončni zahodi. Do konca solin potrebujemo približno slabo uro hoje, pa še nekaj takega nazaj. Seveda brez hitenja, da si vmes ogledamo metulje, ptice, kakšne kuščarje poleti, najdemo tudi kakšno živalco, kot je kača, ampak zaenkrat ne da bi vedela, da je kakšna strupena. Sama zelo rada prihajam sem in uživam v miru. Naužimo se zgodb slovenske Istre z vodiči ali pa v lastni režiji.